Lepo pozdravljeni na predstavitvi knjige Dediščina prve svetovne vojne, reprezentacije in reinterpretacije. Zbornik je prispevek 10 avtorjev, uredila sta ga redni profesor Božidar Jezernik in znanstveni svetnik Jurij Fikfak. 10 avtorjev in avtoric obravnava različne vidike spominjanja na prvo svetovno vojno in danes bomo obravnavali nekatere vidike tega spominjanja, se pravi dediščine prve svetovne vojne. Govorila bom z enim izmed urednikov, rednim profesorjem Božidarjem Jezernikom in avtorjem članka o vojnih krajinah, izrednim profesorjem Jakovom Repićem. Mogoče bi za začetek najprej razmišljali o tem, zakaj je več kot 100 let po svojem koncu prva svetovna vojna še vedno tako aktualna oziroma zanimiva za razmišljanje in raziskovanje seveda. Ja, najbolj zanimiva je zaradi tega, ker se do zdaj nismo tako rekoč ukvarjali z njo, zlasti ne etnologi in antropologi, kar je posledica tega, da jo je prekrila druga svetovna vojna, ki je v nekem trenutku obveljala za tako pomembno, da je prekrila tako rekoč celoten spomin, kolektivni spomin na prvo svetovno vojno. Sam se recimo spomnim, da star oče, ki je preživel na soški fronti 2 leti pa pol, se pravi ves čas, kar je ta fronta trajala, v domačem krogu tako rekoč ni govoril o prvi svetovni vojni, medtem ko je bilo pa govora o drugi svetovni vojni ogromno in to velja sploh za naš javni medijski prostor in za naš kolektivni spomin. Tako so pa mogoče te spominske slovesnosti ob 100. obletnici začetka vplivali tudi na to javno oziroma medijsko prezentacijo prve svetovne vojne. 100-letnica začetka že prve svetovne vojne je bila ena prav pomembna prelomnica v interesu za dogajanje izpred 100 let. Zdaj, nekaj posameznikov, predvsem iz Zahoda, tam, ki so bili doma ob soški fronti, je intenzivno zbiralo, preučevalo, bralo o prvi svetovni vojni, medtem ko ob 100-letnici se je pa ta interes močno razširil. Recimo sam sem to opazil na primeru razglednice ob odkritju nekega spomenika padlim vojakom, ki so jih odkrivali v 20 letih. In takrat so izdajali tudi spominske razglednice kot priznanje tistim, ki so prispevali finančna sredstva za postavitev določenega spomenika ali pa zato, da so ta način nabirali sredstva. Teh razglednic so izdajali praviloma v nakladi 1000 komadov. In takrat ob sami izdaji so bile to dokaj cenjene stvari, dokaj cenjeni spominski predmeti, ki so jih tisti, ki so jih imeli, skrbno čuvali. No, potem, ko so jih nasledili njihovi potomci, pa so te razglednice se izgubile, tako da od 1000 primerkov zle pa ni ostal kakšen. Ampak v Kamni Gorici je nekdo nekje po slučaju našel neko razglednico malo pred 100-letnico vojne in jo je kupil, ter jo je odnesel v domači kraj, kjer so jo takoj razstavili v lokalnem muzeju v spomin na prvo svetovno vojno. Zdaj, 100 let po začetku vojne, je pa zopet postala zanimiva, medtem ko prej desetletja ni bila. To je seveda en tak drobec, za katerega pa se mi zdi, da je dosti ilustrativen za naš odnos v spominu na prvo svetovno vojno. Ja, v bistvu prvi del zbornika obravnava zlasti spomenike, se pravi tisto, kar je mogoče najbolj vidno, čeprav so mnogi v luči te pozabe dejansko bili tudi pozabljeni oziroma
ste jih morali na novo odkrivati. Vito Hazler pa Anja Moris pišeta predvsem o teh spomenikih padlim v prvi svetovni vojni in deluje kar impresiven nabor teh spomenikov. Če mogoče lahko kaj več o tem poveste, o tem iskanju spomenikov, ki so bili pozabljeni oziroma odrinjeni v pozabo. Ja, nabor, ki ga je sestavil Vito Hazler, je prav impresiven. Ta hip obsega 417 spomenikov, postavljenih v čast padlim vojakom v prvi svetovni vojni. Do zdaj ti pregledi, kar so bili narejeni, so niti približali številki 300. Tudi številka 417 še ni dokončna, domnevam, verjetno jih bomo še našli kaj. Tako je recimo Anja Moritz na Kočevskem, ki je majhen del, precej specifično področje, še nekaj do zdaj neznanih spomenikov. Ti spomeniki so bili postavljeni v glavnem z sredstvi lokalnih skupnosti, predvsem faranov. Država takratna ni prispevala ne jugoslovanska, ne italijanska, kajti del današnje Republike Slovenije je bil pod del kraljevine Italije in so morali zato farani spraviti sredstva skupaj iz svojih žepov. To je bilo takrat kar precejšen podvig pogosto. Če pa primerjamo situacijo v kraljevini Italiji, kjer so postavili ogromnih spomenikov, seveda na račun države, pa tudi v srbskem delu kraljevine SHS oziroma kasneje Jugoslavije, kjer je prav tako država prispevala, če ne kar sredstva za postavitev spomenika, pa saj material, ki je bil poglavitni strošek, potem dobimo tu eno tako bolj jasno sliko, zakaj je šlo. Zdaj, v obeh primerih kraljevine Jugoslavije in Italije, so šli ti spomeniki na rovaš vojakov, ki so bili na poraženi strani, ki so bili vojaki v avstro-ogrskih uniformah. Na italijanski strani so se borili proti italijanski vojski, na srbski tudi proti srbski, čeprav manj, ampak vendarle. In seveda borili so se tudi na vzhodni fronti proti ruski vojski. To se pravi, da so ti vojaki imeli en zelo jasen status poražene strani, kar niso gledali z odobravanjem ne v Beogradu, ne v Rimu. Ko se je začelo postavljanje spomenikov tudi na slovenskih tleh, to je po letu 1924, prej je bilo 6 let zatišja ali pauze. V tem smislu je beograjska politika takoj reagirala z člankom, kaj se grejo ti ljudi Slovenci, postavljajo spomenike palim vojakima, ki, če bi zmagali, bi zmagali zato, da bi oni ostali še naprej v suženjstvu. Seveda pa so ti spomeniki takrat odigrali pomembno vlogo ne samo kot prostor spominjanja na padle očete, brate, strice, prijatelje, znance, kajti vsi so to kenotafi, noben spomenik ni povezan z posmrtnimi ostanki tistih, katerih imena so navedena. Postali so tudi zelo pomembno sredstvo za politične boje in ideologijo, ki je seveda se razvijala ob te množični akciji postavljanja spomenikov. Drugi segment
zbornika obravnava predvsem spominsko krajino oziroma dediščino prve svetovne vojne, zlasti v Julijskih Alpah in na Soški fronti. Spominsko krajino podrobneje obravnavata predvsem dva prispevka, prispevek Boštjana Kravanje in Jake Repšiča. Mogoče bi lahko za začetek povedali, kako bi sami definirali vojno krajino in na kakšen način jo dejansko obravnavate v samem dokumentu. Vojna krajina oziroma spominska krajina, ki se veže na Prvo svetovno vojno, je tisti del ali pa so tisti deli krajine, ki kakorkoli imajo povezavo z vojno. Torej, ali so takrat nastali, ali se jih je takrat reinterpretirali in tako dalje. Ne? Torej, različni krajinski atributi od seveda cest, poti, železnic, infrastrukture, druge infrastrukture, potem recimo tudi spomenikov, grobov in tako dalje. Vse to danes se vklaplja v to nekakšno skupno spominsko krajino in pri tem smo izhajali iz treh tistih osnovnih točk. Ne. Prvič, krajina je spremenljiva, se spreminja, torej sama krajina, ki omogoča danes tudi produkcijo dediščine, ni nastala in se končala z začetkom in potem s koncem Prve svetovne vojne, ampak je trajajoč proces. Je proces, ki se je vlekel potem po vojni, Druge svetovne vojne, kasneje tudi, potem se je posebej oživil, bi rekel, z političnimi spremembami v 90-ih letih v Sloveniji in nenazadnje ob tej 100-letnici Prve svetovne vojne. Drugi aspekt te spominske krajine je, da ni nevtralna. Torej, v klasičnem smislu v znanosti oziroma v teh raziskavah, kjer so dominirale druge stroke, ne toliko antropologija, ki se je s tem zelo malo ukvarjala, skratka je največkrat krajino razumejo ali pa okolje razumejo kot neko nevtralno zadevo, v kateri se odvijajo človeške dejavnosti. Torej, krajina tudi recimo v vojaškem smislu, tudi v zgodovinskem smislu, najpogosteje je zelo pasivna. Medtem ko jo skušamo tukaj gledati tudi kot enega od akterjev, torej samih izkustev same Prve svetovne vojne in vseh kasnejših procesov. Ne. Torej, krajina je zaznamovala, bi rekel, seveda, to je normalno, je zaznamovala izkušnje vojakov, izkušnje prebivalcev, ki so živeli na območju ali front ali zaledja teh front. In seveda to je že dolgo znano, ne? Ampak na nek način se krajina se ni nekako prebila v to, ni imela te aktivne vloge v raziskavah. No in tretja točka je seveda, da je ta krajina in različni krajinski atributi, od spomenikov, grobov, cest in tako dalje, danes polje, kjer se producira dediščina. Ne? Torej smo v bistvu pripeljali to, bi rekel, te procese dediščinjenja v sodobnost. Ne? Torej nismo gledali samo, kaj se dogaja s krajino v preteklosti, ampak smo jo pripeljali v sodobnosti in posebej raziskovali tudi, kaj se danes dogaja, kako danes različne skupnosti, lokalne skupnosti ali pa, bi rekel, akteri na nacionalnem nivoju uporabljajo te krajinske atribute, recimo spomenike, za neke reinterpretacije same vojne in seveda v te reinterpretacije vključujejo sodobne ideje, sodobne pomene in tako naprej. Najbolj značilni so recimo enega, ki smo ga obravnavali, no, je praznovanje ob torej kapelici padlim ruskim vojakom ob Vršiški cesti oziroma tej ruski cesti tudi, kot se lahko imenuje, torej cesti, ki je bila narejena med samo Prvo svetovno vojno čez Vršič in ki je bila tudi v bistvu, bi rekel, kjer je veliko teh ujetnikov, niso bili seveda samo ruski ujetniki, kjer je padlo tam pod samimi težkimi pogoji dela, torej so umrli in pa pod tistim znamenitim plazom, snežnim plazom 1916. leta jih je zelo veliko, nekaj 100 umrlo, ne, in so potem sami ujetniki
že zgradili tudi spominsko kapelico, no in potem smo pogledali, kaj se je s to kapelico dogajalo po eni strani po sami vojni in predvsem, kako se je danes v bistvu to začelo uporabljati v politične namene, v bistvu na najvišji nacionalni ravni ali pa še celo višje, torej na ravni mednarodnih političnih dogodkov. Kaj bi pa lahko rekli mogoče o vlogi identitete v teh procesih, recimo predvsem govorimo mogoče o ustvarjanju te neke skupinske kohezije in mogoče razmejitve. Skratka, na začetku so seveda te meje bile precej drugačne kot danes. Ne? Skratka, kako te komemoracije pravzaprav vplivajo na preoblikovanje teh identitetnih diskurzov? Mogoče vprašanje kar za oba. Ja, če začnem, omenili ste, da so se meje spreminjale. Seveda so se meje spreminjale. Celotno slovensko etnično ozemlje je bilo del, pravzaprav ne celotno, ampak skoraj celotno del Avstro-Ogrskega cesarstva. Se pravi, tam ni bilo notranjih meja. Meje so bile edino med Avstrijo in Ogrsko, Cisleitanijo in Transleitanijo, kar je pomenilo seveda, da ni bilo takega zbližanja in tudi ne razvoja enake identitete med prebivalstvom vseh teh slovenskih dežel. Tukaj se je gradila identiteta predvsem na zavesti o lojalnosti do cesarja, cesarske družine. Franc Jožef I je bil figura, ki je postala nekakšna očetovska figura, ki je bila neke vrste pokrovitelj in dobrotnik, ki je ščitil slovenski narod od leta 1848, ko se je oblikoval v samostojno politično skupnost. No, po koncu Prve svetovne vojne, ko pride do razpada vseh imperijev velikih, ne samo Avstro-Ogrskega, pa nastanejo na tem prostoru 4 nove nacionalne države, kar seveda ima velik vpliv na nadaljnji razvoj oblikovanja identitet. Zdaj, v Italiji skušajo v spomin kolektivni na Prvo svetovno vojno graditi na tem, mi smo zmagali, smo omogočili, da se je nacionalna italijanska država razvila v celotnih svojih mejah. Na Madžarskem in v Avstriji je bilo seveda to nekoliko drugače. Nekoliko drugače je bilo pa tudi na prostoru, kjer je nastala nacionalna država Jugoslovanov, kajti ta nacionalna država je bila razdeljena na zmagovalce in na poražence, kar seveda bila velika ovira pri oblikovanju enotnega spominskega diskurza glede Prve svetovne vojne. Na državnem nivoju je bil ves poudarek dan srbski vojski in dobrovoljcem, ki so se borili na njeni strani, medtem ko so drugi bili potisnjeni v pozabo. Seveda pa je bil tu problem, kako se spominjati svojih bližnjih, čeprav so bili na poraženi strani. In to je zanimivo opisovati na področju bivše Jugoslavije, kako se na Slovenskem postavi tako ogromno število spomenikov, spominskih obeležij. V Bosni in Hercegovini je komaj nekaj, v Črni Gori sem odkril 2, v Vojvodini ni niti enega spomenika javnega postavljenega spomin vojakom, ki so padli kot avstro-ogrski vojaki. Na Hrvaškem je bilo postavljenih več velikih javnih spomenikov med samo vojno, po vojni pa je bil postavljen en sam na pokopališču Mirogoj, medtem ko so sredi 20 let, ko je v Sloveniji velik spomeniški bum s postavljanjem teh spomenikov, postavljali na Hrvaškem spomenike kralju Tomislavu in kralju Zvonimiru ob 1000-letnici Hrvaškega cesarstva. Tako da imamo tukaj zanimivo parado uniform,
srbski spomeniki, ki so pretežno figuralni, seveda vsi upodabljajo srbske vojake, v glavnem z šajkačami in opankami na nogah in glavi. Seveda so hrvaški kralji oblečeni poudarjeno hrvaško, medtem ko na Slovenskem pa je nekaj spomenikov, zlasti to v 30. letih, ki so v skladu z zgodovinsko resnico, kot so takrat rekli, odeti v avstrijske uniforme. In ta podoba na eni strani vojakov v srbskih uniformah, na drugi strani vojakov v avstrijskih uniformah, pa seveda je po svoje zelo zgovorno govorila o tem, da vojna traja še naprej z drugimi sredstvi. Čeprav so bili ti vojaki kamniti ali pa bronasti, so vendarle simbolizirali dva različna pogleda, dve različni stališči. In to je seveda tudi sporočalo, da se oblikujeta dva kolektivna spomina. In seveda kolektivni spomin, skupen pa je osnovni pogoj za oblikovanje identitete. Neko identiteto oblikujemo tako, da veliko pomnimo skupaj, nekaj pa tudi skupaj pozabimo, medtem ko se to na teritoriju Jugoslavije ni zgodilo. In pri tem je pomembno še to, da se ni zgodilo z namenom. Ko so postavljali srbske spomenike, je bila zadaj ena državna politična misel. Ko so postavljali hrvaške spomenike kralju Zvonimiru in Tomislavu, je bila druga državna politična misel. In ko so na Slovenskem postavljali spomenike, kakršne so, je seveda bila tukaj zadaj tista politična misel, ki so jo formulirali prvič v imenu Slovenske ljudske stranke: nočemo se ne pohrvatiti, ne posrbiti. Kako je pa mogoče na tem lokalnem nivoju, kako je recimo s konstrukcijami identitet, mogoče tudi s pomočjo krajine, dediščinjenja, prostora in tako naprej? Ja, Soška fronta je bila seveda del širše, torej te alpske fronte, ki je na nek način potem dolgo časa tudi simbolizirala razkol med nemškim in italijanskim in pri nas med slovenskim in italijanskim. Je pa od 90-ih let naprej se je pa to spremenilo, se je v bistvu obrnilo za 180 stopinj in se nekje Soška fronta danes simbolizira integracijo Evrope, torej povezovanje italijanske in slovenske strani. To se vidi najbolj na lokalnem nivoju skozi razne prakse, ustanavljanje muzejev, ustanavljanje tematskih poti, pot miru recimo je najbolj takšna povedna, kjer gre za pot, ki združuje, torej na nek način popelje obiskovalce po poti vojne, ampak jih popelje tudi po poti teh različnih spominskih obeležij, od utrt, kavern do grobišč oziroma pokopališč in drugih spominkov. In v bistvu se je interpretacija tega se je v zadnjih 30 letih, predvsem v tem obdobju, se je spremenila v interpretacijo povezave med tukaj, torej tudi italijansko-slovenske povezave oziroma bolj rečeno torej integracije v evropske povezave, pa tudi na lokalnem nivoju se ustvarjajo potem čisto na tem najbolj lokalnem, krajevnem, vaškem in tako nivoju se ustvarjajo potem čezmejne povezave. Tako da to sigurno vpliva tudi na samo, bi rekel, zavedanje ljudi v nekem lokalnem okolju, zavedanje lastne preteklosti, ki se tudi spreminja, s tem ta proces v bistvu reinterpretacije je potem širši, tako med samimi ljudmi v lokalnem okolju, kot tudi na širši državni ravni ali še širše se dogaja. Po drugi strani pa recimo zanimiv primer tudi zaledja Soške fronte, ki na nek način se pa ni kaj dost dolgo leta identificiralo ali pa sploh povezovalo z to lastno zgodovino tudi vojnega zaledja. Čeprav je bila krajina v času vojne tukaj izjemno
podvržena izjemnim spremembam, gradnji infrastrukture. Ogromno ljudi je med vojno prišlo kot ali vojakov ali ujetnikov, da so gradili poti in tako dalje. In ta del zgodovine vsekakor vpliva na lokalno identiteto. No, recimo Bohinj je tak primer zaledja Soške fronte in je šele v zadnjih letih, po zgledu, bi rekel, Soške doline, se je začel v to vključevati. Soška dolina precej močneje o tem, naprimer, pišejo kolegi, najbolj Boštjan Kravanja, ampak tudi v tem zaledju se oblikujejo prakse reinterpretacije te zgodovine, recimo nove tematske poti, spomenike se, bi rekel, izkoplje skoraj da, oziroma očisti, se jih najde v naravi že pozabljene in se jih začne postavljati, bi rekel, na ta spominski zemljevid tudi. Tako da se na nek način spomin prve svetovne vojne tukaj šele v zaledju šele ustvarja. Ustvarja se pa z različnih razlogov. Deloma je v bistvu pomembno to za lokalno skupnost, za samo identiteto lokalne skupnosti, za zavedanje te zgodovine, deloma pa seveda tudi za druge stvari, recimo za turizem, za povezave potem s to že obstoječo potjo miru in tako dalje. Ja, zanimivo vprašanje prav to, po eni strani trženja v bistvu te dediščine oziroma vključitve v turistično ponudbo, po drugi strani pa tudi tega mednarodnega vpliva. No? Tudi ta članek Tatjane Bajuk-Senčar je v bistvu precej zanimiv, ko govori o evropeizaciji, povezovanju pravzaprav skozi naracije o prvi svetovni vojni. Ta tretji sklop pa predvsem govori o herojih oziroma junakih, ki včasih tudi padejo, od Gavrila Principa, ki velja za začetnika prve svetovne vojne, do slovenskega junaka Maistra. Trije članki oziroma trije avtorji obravnavajo seveda tudi te različne interpretacije v različnih časovnih obdobjih. Mogoče bi bilo zanimivo tudi kaj več povedati o teh spremembah, mogoče o Maistru, ki je postal slovenski junak. Ja, general Maister je seveda danes slovenski junak, največji, pravzaprav edini Slovenec, ki je vreden konjeniškega spomenika, v Ljubljani ima kar dva. Predtem smo Slovenci imeli vsega skupaj dva konjenika, oba so podrli italijansko okupacijske oblasti leta 1941, eden je upodabljal kralja Petra I. Karadžordževiča, drugi pa kralja Aleksandra I. Karadžordževiča. Mesto, ki pretendira na to, da bi bilo glavno mesto, pa vsaj tako kaže, ne more biti brez določenih simbolov in eden od teh pomembnih simbolov je tudi spomenik z nekim herojem na konju. No, general Maister se je izkazal za to, da je zelo primeren za takega slovenskega heroja, ker je bil po eni strani vojak, se pravi, je lahko bil na konju, po drugi strani je bil pa še pesnik, kajti Slovenci so zelo radi sebe videli kot tiste, ki se spomeniki počastijo samo pesnike in znanstvenike. Ameriški vojni dopisnik William Shirer, ki je obiskal Ljubljano 1938. leta, je celo v svojih dnevniških zapisih zabeležil, da je Ljubljana tisto mesto, zaradi katerega se morajo sramovati vsa druga mesta, kajti menda v njem ni bilo nobenega spomenika kakšnemu generalu ali vojaku, ampak samo takim izbranim ljudem peresa, ne meča. No, general Maister je bil zelo popularen po prvi svetovni vojni, bil je tudi predsednik vsaj nominalno slovenske veteranske vojaške organizacije. Po drugi svetovni vojni pa seveda je bil kar potisnjen na rob pozabe socialne, medtem ko v 80. letih, ko je
v Jugoslaviji nastopila kriza, ko so se začeli pojavljati razni kompetitivni nacionalizmi, pa je seveda tudi general Meister dobil svojo vlogo, dobil je tudi več spomenikov, recimo na otvoritvi spomenika, mislim, da je bilo leta 1987 v Mariboru, je bilo okrog spomenika ob slavnostnem odkritju postavljenih več jugoslovanskih zastav, trobojka z rdečo zvezdo, medtem ko sam general Meister je imel pa lento iz dolge slovenske zastave. Se pravi, da se je že takrat vzpostavil kot takšen. Po osamosvojitvi Slovenije pa je seveda ta pot generala Meistra kot slovenskega junaka šla naprej in mislim, da bo še kar nekaj časa zelo v tem smislu prisoten. Prav nasprotno, da tako rečemo, kot Gavrilo Princip, ki je seveda doživljal pa nekoliko obrnjeno zgodovinsko usodo, med čemer pa itak pišete vi in najboljše, da vi kaj poveste. Zgodba o Principu je precej kompleksna in kot pravite, je zgodba šla nekoliko drugače, čeprav v sodobni Bosni in Hercegovini imamo seveda še vedno ljudi, ki ga percipirajo oziroma ga izpostavljajo kot nekega nacionalnega heroja. Sicer se nekoliko zmotno predvideva, da gre samo za srbsko populacijo in ravno to sem želela v bistvu v svojem prispevku nekoliko prej spraševati. Skratka, poskušala sem pogledati, kakšne so te sodobne interpretacije, brez da bi se zatekala v te najbolj enostavne zgodbe, ki so bile recimo prezentirane ravno v mediji, češ da obstajata dve podobi Gavrila Principa. Po eni, se pravi po srbski različici, naj bi bil predvsem heroj oziroma naj bi ostal heroj, medtem pa naj bi po bošnjaški in hrvaški veljal za novega zločinca, ki je seveda pripeljal vojno in seveda tudi porušil imperija. Skratka, gre pa precej tu za take simplicirane podobe in tisto, kar sem želela predvsem izpostaviti skozi etnografsko raziskavo, da gre tudi pri konstrukciji Gavrila Principa bolj za zgodbo o sodobnosti in o prihodnosti, se pravi, o čem pravzaprav v Bosni sanjajo oziroma razmišljajo. V resnici imamo precej raznolikih, ambivalentnih naracij. Gavrilo Princip je recimo v Federaciji Bosne in Hercegovine velikokrat predstavljen kot nekdo, ki je res zrušil ta imperij, vendar je to treba dojemati v tem kontekstu povojne Bosne in Hercegovine, ki se prizadeva seveda za vključitev v Evropsko unijo in kjer se porajajo seveda tudi neki nostalgični diskurzi o bivšem imperiju kot urejenem imperiju, kar je seveda v popolnem nasprotju s sodobno Bosno in Hercegovino in državo, ki ne funkcionira. Tisto, kar ugotavljam predvsem skozi to etnografsko raziskavo, pa je to, da v bistvu se Gavrilo Princip tudi uporablja kot nek simbol neke druge Bosne in Hercegovine in predvsem kot nek poskus preseganja nacionalistične prihodnosti. Skratka, spodbuja neke upe, da je možna drugačna prihodnost brez mogoče neokolonialističnih diskurzov, ki jih nekateri prepoznavajo ravno v mednarodnih silah. In predvsem tudi uporabljajo recimo Gavrila Principa kot nek simbol boja za svobodo, neodvisnost in ukvarjanja z nekaterimi vprašanji, ki jih posamezniki imajo za relevantna. Skratka, veliko sogovornikov je recimo kritiziralo velike proslave ob 100-letnici atentata, predvsem zato, ker je bilo to leto, ko je bilo v Bosni in Srbiji
veliko drugih težav, ob vseh standardnih težavah, kot je revščina, brezposelnost, korupcija in tako naprej, je bilo tudi leto poplav, kar je pomenilo, da je veliko denarja pravzaprav šlo v te proslave in ne recimo v pomoč oziroma obnovo. Skratka, nekateri so Gavrila Principa vzeli kot simbol boja za neko drugo prihodnost. Skratka, ta prispevek želi v bistvu etnografsko preizpraševati v bistvu te dominantne naracije, ali so res dediščine tako manipulabilne in dejansko, ali je vse v moči elit oziroma pravzaprav je treba najti tudi te neke druge zgodbe kot alternative dominantnim naracijam. Mislim, da bo zgodba o Gavrilu Principu še zelo zanimiva v prihodnosti. Me pa zanima, kako si tudi predstavljata nadaljnji korak. Recimo, to je zbornik, ki v veliki meri prinaša veliko novosti, skratka, ne samo izdaten popis spomenikov, ampak v bistvu tudi preizprašuje, kaj je vse dediščina. Ne vidimo samo mogoče spomenike, mogoče zdaj malo bolj tudi krajino. Potem so seveda tudi te politične posledice. Prva svetovna vojna je zapustila res pomembno dediščino in tudi zapuščino. Kaj so mogoče naslednji koraki pri raziskavah zapuščine oziroma dediščine Prve svetovne vojne? Mogoče samo navezava na krajino. Naslednji koraki se seveda lahko grejo v smer primerjave s podobnimi primeri v tujini. Zlasti recimo tukaj vidimo primerjavo, iz tega smo tudi izhajali na nek način, primerjavo za Zahodno fronto, ki je prav tako v bistvu doživljala en tak proces sprememb, kako jo ljudje razumejo, ogromno je bilo nekih konfliktov, recimo že prvo vprašanje, ali se zdaj, torej ali se po vojni to krajino zbriše, bi rekel, vrne zemljo kmetom, ali se jo ohrani kot spomin, in tako dalje. Potem je to postala turistična krajina, danes je to v bistvu bolj tudi lahko politična krajina, neke sprave, smeri torej, ali pa vzdrževanja miru tudi za celo Evropo. Tako da mislim, da te procesi sigurno niso ob stoletnici in ob praznovanju niso zamrli. Ne bojo zamrli, tako da bi rekel, vsaj kar se krajine tiče, bi rekel, torej neke te primerjave bi lahko bile zelo zanimive in spremljanje, kaj se bo tudi na lokalnem nivoju razvijalo dalje. Torej, kako bojo ljudje na lokalnem nivoju reinterpretirali dalje torej te identitetne procese spominjanja in pa integracije teh, bi rekel, manjših spomenikov v širšo krajinsko strukturo, torej v širši ta proces celotne krajine kot nekega spomina oziroma nekega tudi polja, kjer se dediščina ustvarja. Ja, jaz bi v zvezi s Prvo svetovno vojno ocenil kot pomembno poudariti, da je Prva svetovna vojna bila zelo velik mejnik v zgodovinskem razvoju ne samo Evrope, kjer je ta vojna potekala, ampak tudi širše. Gre za prvo industrijsko vojno, kjer je industrijska revolucija pomagala razviti orodja, da so bila uničevalna, kot prej niti najbolj krvoločni generali niso mogli niti sanjati. Posledica je od 15 do 17 milijonov mrtvih, kar je predtem bilo nekaj popolnoma nepredstavljivega. Potem je ta vojna tudi prinesla številne druge družbene posledice, ki so del še današnjega sveta. Ko se tega nismo spominjali, se nismo tudi ne zavedali. Predtem je bilo število ženskih poklicev skrajno omejeno.
ta množična vojna, ki je toliko moških odpeljala na fronte, je odprla prostor za ženske, da so zasedle celo vrsto poklicev, ki jih prej niso si mogle predstavljati, da jih bodo zasedle. Prva svetovna vojna je prinesla zelo pomembne spremembe na polju demokratizacije. Namreč v teh rovih so stali skupaj kmetje in aristokrati. In seveda odnos ni mogel biti več takšen, kakršen je bil pred Prvo svetovno vojno. Postal je precej drugačen med ljudmi. To se pravi, da je demokratizacija dobila po vojni en velik pospešek tudi v smislu priznavanja ženske volilne pravice, ki je prej potekalo zelo počasi, se je takrat dobilo veliko spodbudo. Recimo Ivan Tavčar, en zelo pomembnih slovenskih politikov, narodnih voditeljev, je na začetku 20. stoletja menil, da bi bilo slabo, če bi ženske dobile volilno pravico. Po prvi svetovni vojni pa je javno priznal, kar slovenski politiki zelo težko naredijo, svojo zmoto in je javno zapisal, da bi bilo prav, da ženske dobijo volilno pravico in se je tudi zavzel, da bi v novi državi se to zgodilo. Zbornik seveda prinaša vrsto zanimivih tem, ki jih seveda nismo odprli, zato seveda priporočamo, da si članke seveda tudi preberete. Vidimo tudi, da je še kar nekaj odprtih tem za raziskovanje, tako da za enkrat bi pa končali. Hvala za pozornost in seveda priporočam nakup in branje.